Jaz osebno, mene je bilo nekajkrat sram za stvari, ki so se dogajale v tej državi. Eno je bil tisti sramotni proces proti pisateljici Bredi Smolnikar, ki jo je spravil pravzaprav na rok preživetja in je dolgo leta traja, da se je to uredil. Ta druga stvar so pa ti izbrisani. Pri izbrisanih imamo vsi še ta občutek, da smo nekako krivi za to. Mene je pretresla v tem filmu, ker sem že malo pozabila kronologija te kalvarije, me je pretresla ta izjava Metke Mencin, poslanke iz tega prvega zbora, ki pove, da je za en glas takrat padel zakon, ki bi preprečil to nesrečo. No? Mislim, da se sploh ne zavedamo dovolj, kako pomembno vlogo v naših življenjih imajo ljudje, ki jih volimo. Tako zdaj sem jaz dovolj povedala za ta uvod in predajam pravzaprav mogoče kar v občinstvu besedo, če bi že kdo se rad tako, kot sem se jaz zdaj neposredno čustveno odzval. Drugače pa Damjana, kako je pravzaprav, na kakšen način sta z Irino prišla do teh zgodb in zakaj sta se za te zgodbe odločila, za te zgodbe s srečnim koncem, vsaj to je malo odrešujoče. Dobar dan, sem skupaj. Zelo sem vesel, da je to veliko ljudi tlele, da ste si vzeli čas. Prav sem z eno gospo, ki od dolga leta se poznava, prišla iz kina in je rekla, veste, da me je sram, zdaj, ko ta film gledam. Pa sem rekel, ja, ampak problem je, veste, v tem, da nas je sram tiste, ki nas v resnici ne bi smeli biti nič sram, ki nismo nič krivi. Tiste, ki bi jih pa morali biti sram, pa ni sram. In v resnici je v bistvu to film v tem. In če se vrnem čisto na začetek, moja izkušnja z izbrisanimi je zelo nenavadna. Pravzaprav jaz sem imel izkušnjo z izbrisanimi, predno so se izbrisani v resnici sploh zgodili. Sin imam, ki se je rodil 23. junija 1991, se pravi 2 dni predn se je Slovenija osamosvojila. In zdaj točen datum ne vem, ampak recimo 26. 27. ko so se stvari malo normalizirali, sem šel na Mačkovo urediti njegove dokumente. In sem prišel ven z rojstnim listom, zadovoljen, malo še zmačkan od slavja, par dnevnega. In pogledam tisti list in vidim, da piše državljanstvo, Emil mu ime, Emil Kozole, državljanstvo Bosna in Hercegovina. In sem se pa zmotil in sem šel nazaj in so rekli, ne, on je bosanski državljan. Zdaj pa moram pojasniti, da je moja zdajšnja žena, takrat nisva bila poročena, rojena v Bosni. In meni so potem na moje ustrajanje, seveda jaz sem ustrajal in vedel, koliko je ura, takrat je Jugoslavija razpadala po vseh šivih, da stvari se ne bojo tako enostavno končale. So mi potem povedali, seveda, ker nisva poročena, po meni, po moji strani ima nič, torej avtomatsko dobi po ženi strani, ki je bosanka. Bosanski državljan oziroma bila rojena v Bosni, zato živela celo življenje v Sloveniji. In ta problem, jaz sem ga zelo hitro potem uredil v parih urah, vztrajal, do višjega, ne vem, kdo je že bil, mi je to potem uredil in Emil je postal v eni uri slovenski državljan, kar pa marsikdo ni. Tle je na nek način že geneza tega problema. Vsi vemo, da se v izbrisanih začeli govoriti prvič leta 97. Sem prav povedal, 96, 97. Prvič je uradni organ bil obveščen o tem, uradno, kaj je bilo tudi javno, 99. leto na Ustavnem sodišču. Ampak takrat vi in vsi ostali niso vedeli, da se ta izbris dogaja, niti se omenjalo sploh ime izbrisani. Tako je, ja. 2002. leta mi organiziramo društvo in takrat se začne to pojavljati. No, ampak zakaj propovedujem to mojo osebno izkušnjo? Zaradi tega, ker če jaz ne bi dobro pogledal na ta rojstni list, bi po veliki verjetnosti, kolikrat pa pogledamo na rojstni list,
zelo malokrat najbrž, ko rabimo kakšne dokumente, ne, bi najbrž živel v prepričanju, da je moj sin slovenski državljan, tako kot je ogromno ljudi najbrž mislilo. Zlasti po 20-30 letih bivanja v Sloveniji, mlajši, ki so se rodili tle, in en velik del, nekompleten seveda, ne, ker gre od primera do primera je drugačno, je baziral tudi v tem. Mi vsi gledamo ameriške filme, vsi vemo, da če se rodiš v avionu, ki leti nad Ameriko, že dobiš ameriško državljanstvo. Pri nas pa velja drug princip, kot ga pojasni noter, da pač pokrni liniji. Skratka, jaz sem s temi izbrisanimi imel neke kontakte že od res samega začetka. Koncem 90-ih, ko se je prvi začelo o tem govoriti, sem pripravil scenarij za celoživljenjski igrani film, ki naj bi na nek način opozarjal na ta problem. Takrat je bila ta prva faza, recimo temu prvi val tega, da se je začelo javno govoriti o tem. Nekako ni bilo razumevanja ne na kakšnem filmskem skladu, niti na televiziji. Težko zdaj rečem, je bil tle v zadju tudi kakšen, bi rekel, političen strah ali ne. V glavnem, s tem projektom nikoli nisem prišel skozi. Potem se pa ta ideja dolg časa vlekla. Imamo nekaj televizijskih filmov, ki so bili narejeni na to temo. Dostikrat se mi je zdelo, da se ta tema izrazito napadalno obravnava, še posebej oni, ki branijo stališče, da seveda izbrisanih ni bilo. Zato je bila moja ideja, da naredim en umirjen, bi rekel, skoraj malo kontemplativen film o usodah tistih, ki jih je ta izbris v resnici zaznamoval, da skozi to speljem neke arhivske odlomke, ki nam dajo nek občutek atmosfere tistega časa, ki smo ga vsi mi živeli in ki se mi zdi, da je minil meni izjemno hitro, najbrž sem nam, najbrž pa tistim, ki so ves ta čas bili brez dokumentov in državljanstva, ni minil tako hitro. Bilo je ogromno materijala, ki je v današnjem času se mi zdi neverjeten, tako politikov z desnice in z levice, pa sem se tega raje malo izognil, ker nisem hotel še bolj izzvati agresivnih napadov. Zdaj se mi je, da tisto, kar je bilo ključno, postaviti v prvi plan 3 človeške zgodbe, zato tudi tako dolg uvod nekih življenj, da so te ljudje živeli normalno, tako kot smo vsi mi živeli v enem momentu, pa jim je bilo, kot da bi nekdo spodnesel ti tla pod nogami. To je bil nekak koncept in moram povedati, da ni bilo tako enostavno najdeti ljudi, ki so pripravljeni še danes govoriti o tem. Jaz sem imel kar veliko kontaktov, smo se pogovarjali in so se, recimo dan pred snemanjem, odločili, da ne. Včasih na intervencijo, soproga, sinov, ne še enkrat mami o tem govoriti, ker je že bilo dosti, ne se izpostavljati. Kar pomeni, da prej sem rekel, da nas je ene sram, na drugi strani je pa očitno ta stigma izbrisanih in velika večina ljudi ni popolnoma, po mojem mnenju, potem, ko sem jaz raziskoval, popolnoma nič kriva, da se je znajdla v enem vrtincu zgodovine in da jim je bilo, da so jim bilo vzete elementarne pravice. Skratka, še zmeraj je ta stigma tako močna, da veliko ljudi o tem ne želi govoriti, ne želi se izpostavljati. Ljudje, ki imajo urejeno, najrajši to pozabijo in ne želijo, da bi kdorkoli o tem govoril. Tok, realnost trenutno poznate, veste, da je bilo par tožb, mislim, da v Štrasburu dobljenih. Te odškodnine so po svoje tudi zelo cinične, kakor sem videl, so bile po 20.000 evrov, kar pomeni za vsako leto izbrisa 1.000 evrov. Nekomu je to veliko, ampak po drugi strani, če pomislite, čez kaj človek šel, je to tudi po svoje zelo cinično. Tok malo daljši uvod, zdaj sem pa... Po svoje je pa tudi zelo cinično, če se reče, da je bilo to tako trpljenje, da se ga ne da plačati. Ja, sej, mislim, nikakor se ga ne da plačati, no, ampak tudi, bi rekel, ta vsota, ki je taka, kot je zdaj pa v tej krizi, seveda se mi zdi, da vsi tisti tudi, ki mislimo, da se je zgodila krivica ljudem, da bi morali do neke odškodnine biti upravičeni, vprašanje, kaj bo, glede na to, da dobesedno ta država razpada.
zelo inteligentno so v tem filmu vključeni ti arhivski posnetki. Jaz sem se jih, preden sem gledala film, sem se bala, ker sem vedela, da so arhivski posnetki, sem se bala, da bi to uničil, malo film, ampak je nujno, ker je dobro, da dobivamo te vsake toliko časa te impulze in se spomnimo, kaj smo živeli, kako je bilo to. Tako da to se mi zdi, da je bilo zelo dobro, sicer pa te izpovedi, ki so iskrene, se to je pa bistvo dokumentarnega filma, avtentične izpovedi. Ja, jaz vsi trije, ki so potem bili pripravljeni z mano iti, mislim, izhodiščna ideja v resnici je bila, da bi bili to mladi ljudje, ki so bili pred letom 91, ki so bili leta 91 še nepolnoletni. Namreč, skozi se govori o tem, da je večina ljudi špekulirala, da ni hotela nič dobrega tej državi. Večina politikov danes tudi se mi zdi, da še tudi ne želi nič dobrega tej državi, če smo želi na tem. Nekaj ljudi je bilo, ki so resnično težko prenesli razpad države. Jaz vem, to so ljudje, ki so iz mešanih družin, ki so verjeli v neke ideale bivše države in ni bilo enostavno. Enostavno, mislim, dogajali so se pretresi, družbeni pretresi, zgodovinski pretresi in eni so v enem momentu, Alex, ki je najmlajši tle noter, enostavno pove, oni niso vedeli, kje bojo živeli naprej. To so hude odločitve in so si mislili, če je možno zdaj, bo ta pravica možno tudi daj kasneje najbrž. Se ne moreš, to ni neki, kar ima rok trajanja, tako kot mleko v hladilniku. Tako da so te problemi bili res veliko bolj, kako bi rekel, kompleksni, čustveni, kakor pa lahko z nekim dekretom odpraviš. In tisto, kar mene v tem filmu na nek način presenetilo, je ta trdosrčnost Peterleta in gospoda Debeljanka še zmeri vztrajajo na točki zakona. Veste, danes se velikrat uporablja to, da nekaj ni kriminalno dejanje, ampak vprašanje pa, če je moralno. In o tem se ta film ukvarja, zato mislim, da enostavn, film je zelo enostavn, kamere so bile postavljene, hotel sem, da čim manj moti ljudi, ampak da enostavno se sprostijo in povejo to, kar je njihova življenjska zgodba. No, sej, recimo, totalitarne države so, tudi lahko delujejo na pravu, popolnoma na pravu, ampak zakoni so lahko nemoralni, seveda. Lahko dam samo en komentar. Se opravičujem, da nisem niti vprašal za besedo. Samo en komentar. V enem trenutku ta Debelak pravi tako. Izbris je bil zakonit do ustavne odločbe. To pomeni, holokaust je bil zakonit do obsodbe. Mislim, pač nekaj o ideologiji teh ljudi, čigavi smo mi žrtve, ta isti Debelak v enem drugem dokumentarstvu, Jana Šiške, ne vem, če ga poznate, mogoče, pravi tako, še enkrat bi to naredil. Ta isti Debelak, imam to na CD-u, še enkrat bi to naredil. Hvala. Ja, se pravim, zelo podobno gospod Peterle trdi, ne popušča. In nenazadnje, mi smo zelo dobro povedali, o čem snemamo ta film. In on pravi, vi nimate razloga, da snemate ta film. To je bilo zunaj kamere, ampak vse podobno je potem to tam povedal. Edini, ki se je izogibal, ki pa je najbrž po mojem malo politično špekuliral, je gospod Bavčar. Najprej, on je bil minister, ja. On je vedel, zakaj, o čem snemamo film in je prvič smo ga dobili, potem pa nikoli več. Smo zelo nekaj veliko klicali, pa se je celo javil, pa ni potem, mislim, da zdaj ne gremo detajle. No, ta Metka Mencin,
tudi pove, pravzaprav, da so bili diskriminirani glede na druge tujce. Sej to je pravzaprav najbolj huda stvar, da so en Francoz dolgo obvestilo, da mora urediti stvari, medtem ko en Srb ga pa ni dolgo. Ja, če še pokomentirava, res je kruto dejstvo, to, kar gospa Mencin pravi, ona je bila poslanka v prvem državnem zboru, da je za en glas padal amandma, ki bi pravzaprav uredil vse pravice in danes 20 tisoč izbrisanih ne bi bilo. Jaz sem poskušal vrtati, kdo je za tem stal. In po mojem mnenju, mogoče vas bo malo presenetila, ampak jaz celo razen tega, da smo vsi mi koncem 80-ih bili na krilih enega prikritega neke nacionalne euforije. In da se nismo zavedali pravzaprav, da se take stvari lahko končajo s hudimi posledicami. Jaz mislim, da je v resnici v državnem zboru, takrat je bil tudi že državni zbor, ni bilo zavestne odločitve o izbrisu. Mislim, da je bilo to kar v tistem hitrem postopki, ko so se sprejemali zakoni, dopušča možnost, da se je ta zadeva, kot sem jaz raziskoval, zgodila brez zavestnega namena. Ampak zelo hiter, veste, zelo hiter se je vedel, kakšne posledice to ima. Da se pa potem zadeve niso uredile v roku leta, 2, 3, 4, 5, to pa noben ne mora reči, da tle ni bilo naklepnega dejanja. To pa je bilo naklepno dejanje. Skratka, obstaja možnost, da ni nihče, čeprav, težko je za kogarkoli obsoditi, čeprav obstaja tudi neki mali indici, da se je vedelo, kakšna bo posledica tega. Najbrž pa veste tega v filmu ni, da smo ta zakon uspešno izvozili tudi v Makedonijo. In da so Makedonci po tem zakonu potem tudi uspešno izbrisali kar neki, predvsem albanski državljani. Poznate? Ja, poznam, Jaz sem pogovorila z nekaj ljudmi, ki so bili Srbi, recimo, pa so zaprosili takrat v roku za slovensko državljanstvo. In pravzaprav vsi ti, kadar rečem, da bi ta izbris ena grozna stvar, vsi rečejo, ja, vse so imeli možnost. Vse so imeli možnost. Hočem reči, ta nacionalni nacionalist, ki je skrit v človeku, ob teh priložnostih z vseh strani plane ven. No, ampak za to, da so imeli možnost 6 mesecev, to je res minimum, kar je država Slovenija mogla narediti, da se naspram Evropi pokaže kot demokratična država. Ta čas je bil prvo izjemno kratek, drugo, kot smo že prej govorili, dejansko vojne so se začenjale na vseh koncih, Hrvaška, Bosna. Eni ljudje niso imeli dostopa do svojih dokumentov, eni ljudje niso vedeli, kam bo njihovo življenje šlo. Imamo primere gospe, ki je bila v bolnici v komi, ali kako je že bilo, pa ves ta čas pravzaprav ni mogla. Imamo primer Aleksa, ki je šel na počitnice in ostal na dolgih počitnicah. Skratka, zelo, veste, ljudje imamo zelo različne usode in ne moreš v en enostaven sistem dati. In najmanj, kar je, bi moral biti sistem obveščanja drugačen. Najmanj, kar je, bi morala ta doba biti daljša. Najmanj, kar je tudi, mislim, da noben zakon ne more biti sprejet, ki odzame človeku osnovno človekovo pravico. To pa, da nekje biva in da nekam spada. To je, mislim, grozno. Ja. Lahko še eno zadevo povem, toliko, da je jasno, ker poznam vse, kar se tiče izbrisa. Državljanstvo je pogodbena kategorija. Stalno bivanje je neobvljiva pravica, ko je enkrat že pridobiš. In še eno zadevo, ne vem, dolga leta sem se umikal, ker sem zmorel od tega izbrisa, izbris še vedno traja. Še vedno traja. To imam človeka, kateri je prišel v Slovenijo po 20 letih in prvič, tega nisem mogel niti gledati, vidi svoje otroke, katere pusto takrat, ker je šel na zdravljenje, in takrat so otroci bili stari 10 in 11 let.
In po 20 letih se zdaj praviš vidijo. In še to, upam, da vas ne gnjavim, ampak par let sem se umikal, ker sem znorel od tega, da izbris še vedno traja, še vedno se pogojuje temu človeku, da mu se povrne stalno bivanje, čeprav zdaj ima vnuke in to še vedno ni dovolj. Še vedno on mora izkazati svojo željo, da se je hotel vrniti v Slovenijo. Kako naj se vrne? Ker je bil apatrid v Srbiji, tukaj ni obstajal in tako naprej. In zdaj mi moramo to dokazovati in tako, da vas ne gnjavim. In ker vidim, da je starejša populacija ljudi, se opravičujem, da sem si bil toliko pravice, ker je starejša populacija tu. Kdo je 91. leta znal sploh, da obstaja republiško državljanstvo? Verjetno nekateri so med vami, ampak zelo malo vas je. In takrat jaz razmišljam, jaz tudi ne znam, on pa pravijo, ne slovenski državljani, kako noben osebni dokument ni imel oznake republiškega državljanstva. In takrat se jaz sprašam, zakaj jaz mogo prositi, moja žena pa ne. In vidim, da je diskriminacija. Prvo, kar je, se mi zdi prav, če govorimo o formalnem, zelo pomembno je opozoriti, ko govorimo skozi o državljanstvu, malo posplošujemo. Namreč ne gre za državljanstvo, gre za dovoljenje za stalno bivanje. Vsi te izbrisani so v resnici bili izbrisani iz registra stalnih prebivalcev. V tem je ključ, ne pa, se pravi, ne gre za to, da bi avtomatsko dobili državljanstvo, ampak gre za to, da so izgubili pravico do stalnega bivanja. V tem je ključ celega tega problema. Ne. Namreč, če bi bili preneseni v register ne slovenskih državljanov z dovoljenjem za stalno bivanje, tako kot grem jaz lahko v Italijo delati, ne bi bilo nobenega problema v tem. Ne. A smem? Seveda. Hvala lepa, najbolj mošeti. Jaz se navezujem na to, kar je gospod rekel, da nobeden vedel, da obstaja ta državljanstva republike. Namreč, mi dva s soprogom sva posvojila leta 83 hči, ampak jaz nisem hotela sploh vedeti, kdo je njena biološka mati. In ker je po takratnem, ali ne vem, kakšnem današnjem zakonu je, eno leto bil otrok v reji, preden je bila odločba Centra za socialno delo pravnomočna. Do tu vse je lepo in pravo. Meni so na Mačkovi rekli, ne jemljite nobenega dokumenta, ničesar, ker bo tam navedena biološka mati. In to ni ok, počakajte počakam eno leto, po rojstni list, kot vsi, noben niti ne gledam, nič, in otrok postane najna zakonita hči. Potem pa v Sloveniji lesu zgovim službo, grem po dokumente, da se prijavim na Zavod za zaposlovanje in zaprosim za, mislim, da se mi je potrdilo skupno gospodinstvo. Gospa za oknem sem reče, pejte z mano, da vam nekaj razložim, grem za njo, če vaša hči nima slovenskega državljanstva, ampak bosansko državljanstvo. Reče, kako? Jaz sem uredila vse, kar ste od mene zahtevali. V redu, kaj sedaj? Nič. Jaz sem znorela, kot je ona gospa rekla, šla na Center za socialno delo Moste Polje, direktno do direktorce, sem rekla, lejte, mene ne zanima, uredite stvari tako, kot je treba. Ampak imela sem na nek način srečo, da je bilo to šele 3 mesece potem, ko so potekli vsi roki, ko je bilo to treba urediti. Takrat se še ni govorilo o izbrisanih. In so mi dejansko na kabinet takratnega ministra Bavčarja naredili papirje in zadevo smo uredili. Ampak zdaj tole gledam in grem skoraj vse po konc, kaj bi se mojemu otroku, nekrinemu nedolžnemu, lahko zgodilo. Takrat je bila stara 7 let, poslali bi jo nekaj v Bosno, ali ne vem, prav si ne predstavlja, kako bi se te stvari končali. Hvala lepa. Hvala, da ste z nami delili to zgodbo. Jaz med gledanjem filma pravzaprav
sem še opazila, da smo imeli referendum o izbrisanju. Kakšno je bilo vprašanje? Pojma nimam. Niti ne vem, a sem bila... A smo zato, da jih izbrišamo, ali ne? Zase skoraj vem, nič ne slišimo, ali lahko mikrofon date gospe. Referendum smo imeli, mislim, v filmu je bilo rečeno, da nam je nekdo rekel, da jih je 80% bilo zato, da jih je bilo proti, ne ustavnim zakonom. Ampak jaz, kar se jaz spomnim, je na referendum šlo 30% Slovencev, verjetno je od vseh 50% 80% za in to je to. Ja, verjetno so šli na referendum sam tisti, ki so bili proti, kar se dostkrat zgodi pri teh referendumih. Največkrat, ja, pri nas si tak vse volimo in na referendum gremo proti zmeri. Tisti, ki, ne vem, po mojem bo treba tudi za stvari se odločiti, ne samo proti. Ja, to moramo doseči, da se bomo angažirali za stvari, ne proti. V glavnem se mi zdi, da ta film, jaz sem se omejil pol, imel sem še dve, eno gospo iz Maribora, ampak potem so se zgodbe malo vseeno začele prekrivati in se mi je zdelo, da je fajn, da tri različne usode pokažem noter v filmu in se mi zdi, da kažejo vso to neko absurdnost teh problemov, ki so. Konec koncev mislim, da se v filmu noter vidi, da recimo je, ne, to je pa ravno iz te, ki je v filmu ni, namreč ona dve sta bile dve hčerke istih staršev, ena izbrisana, ena ni izbrisana. Starši pa so bili neslovenci. Ne? Skratka, tudi ta sistem ni deloval dosledno v tem, ampak ni se vedelo, koga kdo ne. Ja, birokracija. Birokracija ima svojo logiko, ki jo težko razumemo. Zakaj pa niste še, recimo, nesrečen konc zraven? Prosim? Zakaj niste še nesrečen konc? Ali pa še traja, ne dokončanda? Zakaj se zaključijo happy endom? Veste kaj, kot sem prej rekel, ni bilo enostavno najti ljudi, ki bi bili pripravljeni podoživljati vse skupaj. Čajno smo snemali dan, dva in parkrat smo zlasti pri tej tretji zgodbi pri Nisveti izklopili kamero, čeprav se tudi vidi zelo čustveno. In v bistvu je zelo dilema, Helena to sama zelo dobro ve, kot dokumentarist, do kjere mere bi rekel, slediti tem nekim res iskrenim čustvom, po drugi kar jih film rabi, po drugi strani pa da se ne počutiš kot nekdo, ki kople preveč po neki zasebnosti. In izpostavilo se je potem, ko smo se že odločili, da so vsi trije to uredili. Zato je tudi podnaslov filma Srečnim koncem. In želel sem, da vseeno ta film ne bi bil še en v tem, da se samo na okope postaviš in obstojaš nekoga, da bolj opozarja na nekaj, kar se je zgodilo, hkrati pa mislim, da na koncu zelo jasno piše, da približno 10,000 ljudi še vedno tega nima urejenega, verjetno veliko ljudi nikoli več ne bo, če do zdaj niso uredili. Upam, da so vsi uredili, kje drugje življenje, ali si ga pa niso, ampak težko, da si ga bojo, ker zakon zahteva dokazovanje neprekinjenega bivanja v Sloveniji, kar pa verjetno nemogoče, mislim, da bi nekdo živel ilegalno tog časa v Sloveniji. Lahko dodam nekaj zvari. Ta film odlično pokaže mentaliteto naše oske Slovenije. Posebno te piščice, ki vodijo našo državo v propad. To ni od včeraj, to ni od leta 1990. Če pogledamo te izraze fizionomije elit, obrazov, teh politikov, a so se kaj spremenili danes? Danes teh 150,000 ljudi na cesti, a jih to kaj nika? To se pravi, ni samo področje
teh ljudi, ko jih ne marajo. To je podvolocen vseh naših Slovencev, a bomo jutri Slovenci ali pa ne. Kar se pa tiče te biologije. Ali veste, da pri židovski je, če mama rodi otroka, ni važno, kaj je oče. Če je ona židinja, je otrok ljud. To se pravi, da to so popravili en del, kar verjetno pravi, vsak ve, mama je sigurno mama, za očeta pa ne bi bilo, ali je ali pa ne. Ker vse te medicine, kot ali klase, je še vedno pravi, da pri naših, ne samo volitvah, da so ti klasi, ja, ne, nameščeni, kdor to rabi. In to še danes traja. Ne razumeti narobe, lepo prosim. Ne, razumem, popolnoma tako, kot ste rekli, se popolnoma strinjam s tem, da je mogoče pomembno omeniti to, da so izbrisali ves čas pravzaprav del politične igre. Ne? Prvo, kar je, to, kar je Helena v uvodu povedala, ena tolerantna, demokratična družba si tega ne bi smela privoščiti in ne bi smela biti ogrožena od kogarkoli drugega, ampak nasprotno, če pogledate odprte družbe, so z ne tistimi, ki so tam etničnega izvora, samo dodatno dobivajo na širini, na intelektu, na potencialu. Skratka, to je znamenje seveda majhnosti, da si prestrašen, da si vase zaprt. To je prvo. Drugo, treba pa povedati, seveda desnica je ta, ki je ves čas bila, tudi v dokumentih je to včasih na res zelo vulgaren način proti izbrisanim. Ampak tudi levica v resnici ni naredila nič. Levica je bila v teh 20 letih dlje časa na oblasti, pa ni popravila tega. In izbrisani so je pravzaprav prišli prav pred volitvami. Takrat, ko so mislili, da bodo dobili en del volilne baze. Niso pa uredili stvari, tako da dejansko to, kar se danes dogaja v družbi, ko govorimo, da so vsi na nek način isti in podobni, v resnici je to. To je neka nomenklatura, ki se zadnjih 20 let postavlja in ki odloča v imenu vseh nas. In ne moreš drugače, kot se ne znebi tega občutka, da manipulirajo z vsemi našimi usodami, ne samo usodami ljudi, ki so izbrisani. Meni pa na misel prišlo, da sem te izbrisane nekako povezala Slovence sedanjega časa. In sicer tako, kako se oblast obnaša do nas, tako je bilo nekoč obnašanje do izbrisane. Vse smo lahko slišali ravno našega vladarja, da nas je imenoval zombi. Mene je to tako pretresno, da sem prav šla raziskovati vse o zombi. In to se pravi, da nekoč smo bili majhen narod kot narod hlapcev imenovani, zdaj bomo pa spet izgleda postali nekaj iste, samo peščica. Peščica, ki je nad vami, nas bo pošteno izkoristila, potem nas bodo podvrli. Meni se ta naša bodočnost slovenska zdi zelo, zelo sumljiva. Jaz ne vidim nič, recimo, ugodnega za rešitev slovenskega naroda. Ja, to je zelo pesimistična misel, ampak mislim, da ravno to, da vi tako razmišljate in da niste edini, mislim, da to vliva optimizem, da ljudje razmišljajo in da razmišljajo o tem, kaj je treba s to državo narediti, kako jo peljati, da bomo, ker zakaj pa imamo državo? Državo imamo zato, da bi bili v njej ponosni, srečni ljudje, ki imajo delo in ki lahko se realizirajo. Države so vendar zato, da urejajo skupne zadeve. Sej to je vic vsega, res publika, skupna stvar. Zato gre in mislim, da več, ko bo ljudi, ki bodo tako razmišljali, prej se bo nekaj premaknili, saj jaz tako... Mislim, da je sicer mračna, ampak da je ena prispodoba tega, kar se v resnici dogaja, ampak mislim pa, da v družbah, tudi skozi zgodovino gledano je tako, da včasih moraš enostavno pride do dna, da se neke stvari, se mi zdi, ko veste, ko skočeš v vodo
in toneš in potem se odrineš in greš nazaj gor. In jaz mislim, da upam, no, da prehajamo počasi do dna in da se bo stvari spremenile. Zdaj pa tako, veste, kot nacija seveda je zmeri, mi smo se nakopali kar neki, se mi zdi, neki sramot, največje zanesljivo so izbrisani. Ampak recimo tudi problem Ljubljanske banke se mi zdi nekaj, kar bi se dalo bistveno prej urediti. Poglejte težave, ki se vlečejo zdaj v Bosni in na Hrvaškem. Sramota, ne nazadnje ekonomski problemi, ker ne morejo več poslovati naše firme zaradi recimo Ljubljanske banke. Ne? Ampak, a je kdo od nas tle ima kaj s tem? A veste, zato tudi recimo se mi pa zdi, da vliva upanje, da obstajajo ljudje, kot je dr. Doplihar, da je v Sloveniji veliko sposobnih, poštenih, dobronamernih, tolerantnih ljudi in da je taka večina. Če prežgeš sicer dnevnik, tega nimaš, tega občutka. Ne? Ampak zgleda, da smo res v eni fazi, ko mislim, da nekako se, veste, tako kot čebula, ki se lupi in na koncu potem vidiš, da mislim, da ta politika približno prihaja do te nule noter. No? In da se bo nekaj moralo vzpostaviti, ne nazadnje so zelo, mislim, da ravno ta trenutek protesti zunaj, mislim, da ljudje razmišljajo, da tako naprej več ne bo šlo. No? In da so izbrisani v resnici, bi rekel, najbolj mračen simptom no, tega, kar smo naredili slabega, se smo proizvedeli tudi marsikaj dobrega. Ne? Žal pa smo tudi uspeli to zelo hitro uničiti. Ne? Slabe stvari pa kar ostanejo. Bi še opozorila na en zelo lep filmski moment v tem filmu, ima tudi simboličen, metaforičen pomen, ne? To pa je, ko naš DJ Jovanovič, ne? Ko pelje svojo prijateljico na Bled, ne? In je to en trenutek tega njegovega slovenstva, ne? Ker je tak, kot smo vsi, a ne, če peljemo kakšno Amerikanko ali Amerikanca na Bled, ne? In smo hočem reči, to je en tak simboličen moment, ki kaže, ne, kako dragoceni so ljudje, ki niso ravno biološko, oziroma meni je sploh groza v teh stvari govoriti. Ljudje, no, ki imajo rad svoje druge ljudi in kraje in države. Zdi se mi, da je še bolj bil ponosen kot, recimo, kot smo mi. Kot bil jaz, ne. Kot bil jaz, ampak je pa zanimiva. Lahko vam povem zgodbo z... Jaz zdaj kar nekaj časa že mi... Kako je ime njegovi punci v filmu? Kelly, ima sem že... Je že kar nekaj časa, februarja smo imeli premiero, pa nisem filma več gledal. Kelly je potem prišla na naše povabilo v Slovenijo, pa sta šla dejansko gor, ničesar ni dorežiral, razen da smo bili s kamero zraven. Potem sta šla na morje in sta se krasno imela. Vse je bilo fajn in pogrem še jaz na morje in v koncu avgusta prijam nazaj do Gorenj, smo dobili, da se dobimo na enem kosilu in Kelly ni bilo več. Ne? In potem sem dobil mail iz Londona, da sta šla na razne. Da v bistvu vse to, kar je ona sanjala, da se v resnici čist popolnoma spremenjamo, to ni največji problem za me, za pač ljudje grejo na razne, ampak zahtevala je, da ves material vržemo ven iz filma. Potem sem jaz po Skypeu, če nisem se 10-krat pogovarjal z njo in jo prepričval se neko Kelly, tako kot se tebi zdi grozljivo, da na nek način, da so bili te ljudje zbrisani, je zelo podobno, ti zahtevaš od mene, da zbrišem to, kar je bilo. In na koncu sem nekako mehčal in par scen, ki so me najbolj čustvene, sem v resnici potem dal ven, ker je existirala na tem, ta del je pa ostal. Tako da v bistvu včasih je ta želja pa ljubezen na distanco bolj idealistična, lepša, kot pa pol, ko prijeta skupaj. No? Tako da se ni končala. Meni se zdi še en moment zelo dragocen v filmu je, ko ni Sveta govoril o svoji mami, ko ni mogel. Včasih se mi zdi, da so take človeške zadeve močnejše, kot so paragrafi in No, tam je pa tudi v tem momentu je pa tudi ta krasen režiserjev poseg, ne, tisti res, namreč po solzah šele se nadaljuje, ne, po ta pravih solzah. To je tako
režiserji dokumentarnih filmov so zmer v nekih etičnih preizkušnjah, ne, in tle je to zelo lepo rešen, ne. Jaz bi še tole, meni je bila zelo všeč, ravno o tem, ko smo zdaj govorili o tej osebi, Nina Kava. Mislim, to se mi zdi tako kot prispodoba. To ni da samo kava, to je bila ona sama. In to je bilo nekaj lepega, dobrega v njej. Ne? In žalostno je, da mi take lepe, dobre ljudi pošiljamo nazaj, ne? Oziroma stran od nas. Ker takih ljudi bi morali biti čim več. Potem ljudi so biti samo. Hvala. Še mislim, da je gospoda. Jaz sem ena od izbrisanih, rojena v Sloveniji, mate v Slovenki in očetu Srbu, in ker sem bila vpisana v državljansko knjigo po očetovem kraju bivanja, so me izbrisali. Moram povedati, da približno že 2 leti zaradi tega nisem jokala, ampak danes me pa ta film zelo, zelo prizadel. Sem tudi osebna prijateljica Nisvete, ampak ko sem gledala to na filmu, je bilo čisto drugače kot v resnici, zelo globoko. In tukaj smo 3 izbrisani, ki nas je vse zelo prizadela ta zgodba. Te zgodbe, moram reči, mislim, da je film odličen, da do zdaj se mi zdi, da je to najbolj globoka stvar, kar sem jih videla. Hvala lepa. Mogoče za konec, ker se že ura premika, mogoče za konec sam še vprašamo režiserja, kaj dela, da se malo odmaknemo od tega. Zadnje čase sem skozi v dokumentarcih, po dolgih počitnicah zdaj končujem spet celovečerni dokumentarc o enem umetniku v Laju, ki ima izjemno zanimivo življenjsko zgodbo. Je en začetnikov performansa, polaroida, skratka vseh teh novih tehnologij. Danes je to gospod, ki ima 70 let. Včasih je bil, v mladih letih je bil travestit v Amsterdamu. Skratka, marsikaj se bo dogajalo. Najbolj znan je pa potem, da sta 10-11 let z Marino Abramovič skupaj delala performanse. In pred leta 2009 je imel razstavo v Ljubljani, spoznal tle eno dekle, ki je slučajno moja prijateljica, ostala v Ljubljani in sem posnel film o njemu. Posnemal sem tudi v Amsterdamu, v Berlinu. Film je že proti koncu, mislim, da je izjemno zanimiva življenjska zgodba, tako da zadnje čase se ukvarjam nekako z usodami ljudmi, imam pa pripravljen scenarij, naslov Nočno življenje, ki bi ga rad posnel, že nekaj let nisem ga ni film snemal, ki pa govori ravno v tem času, no, se mi zdi vsej tej čudni atmosferi družbe, ki je še par let nazaj mislim, da funkcionira kot neka vzorna, urejena družba, čeprav so imeli tudi probleme, kot vemo, ravno z izbrisanimi, ki pa se najde v enem momentu praktično pred kaosom. Potem pa pravi film. Se pravi, ostaješ zvest temu robu družbe, ki največ pove o nas samih. Meni se zdi, da vsak film mora nekaj povedati o človekovi duši in v družbi, v kateri živimo. No, tako se mi zdi, da treba zajeti malo ta čas, v katerem živimo, da ne moramo delati kar filme in se ne obnašati, da so kot nas problemi v času, v katerem živimo. Želim veliko uspeha pri nabiranju sredstev in dobiranju vsem tem, kar je potrebno.